To je metoda, ki je, mi smo eni prvih, ali pa bi se temu rekli, eno prvih skupin na svetu, ki smo to delali in ki to še delamo. To pomeni, da smo si v teh letih nabrali zelo veliko izkušenj in to je tisto, kar bi rad povedal. Klinične študije, na katerih mi delamo, trajajo 10-12 let. In mi smo konzervativni zato, ker ne gremo v veliko število pacientov, delamo na manjši skupini pacientov, ki jih dalj časa gledamo. To seveda farmacevtsko industrijo ali pa za investitorje ni zelo zanimivo, zato ker vsi iščejo hitre zaslužke, ogromne zaslužke, ampak glejte, tukaj je seveda znanstvena relevanca je pomembnejša, absolutno kakor hiter zaslužek, ker na teh področjih je komercializacija zahtevna. Rekel bi zato zahtevna, ker zelo hitro preideš v sivo cono in potem investitorji pričakujejo, se pravi, ne vem kaj, pacienti pa tudi. Mi pa več od tega ne moramo dati. Mi nimamo neskončnih resursov in nimamo neskončno časa. Tudi če bi v ta proces vi vložili 100 milijard, ves denar sveta, vi ne morete kupiti časa. In da pridete do pravega rezultata, rabite tisti čas. Mogoče ne glede 10 let, se da v krajšem času, ampak stvar je samo temu, da tukaj definitivno rabiš imeti ta čas. Zdaj pa, da se vrnemo na te celice. Zakaj? Prej sem razložil logiko, zakaj popkovnična kri, celice iz popkovnice in tako naprej. In zakaj pri nam? Smiselno je, vsaj menimo, da so te banke celic blizu klinikam ali pa blizu področja, kjer se bojo uporabljale. Po eni strani zaradi tega, ker so te celične kulture včasih, ko so pripravljene za transplantacijo, relativno nestabilne. To pomeni, ne moreš jih imeti v frižiderju tam eno leto, ampak to so nekaj ur ali pa nekaj 10 ur uporabne in je zato ta transport zelo pomemben. Primer je tudi to, če pride, recimo, tako je bilo takrat izbruh vulkana ali pa karkoli takega, ko avioni ne morejo leteti, ti moraš potem te celice se usesti v avto in jih odpeljati. In seveda po drugi strani to so vse stvari, ki so shranjene na dolgi rok. Moji kolegi tudi kakšni so rekli, kdo je pa sploh koga že zdravil z temi celicami iz popkovnične krvi. Prvič, jih je kar nekaj, klinične študije, je nekaj tisoč kliničnih študij, poteka nekaj 100 se jih je pa že zaključili z pozitivnim rezultatom in vsi so dokazali, da so celice popkovnične krvi varne celice. Učinkovitost njihova za posamezne indikacije je pa tista še, ki jo je treba tudi še potrditi ali pa ugotoviti, kakšna doza, kolikokrat te celice dati. In recimo, katere celice? Lahko uporabiš svoje celice, to pomeni tako imenovane avtologne, ali morajo biti celice oddajalca. Rezultatov je seveda več od tega, ko ti prejmeš celice od drugega dajalca. Zakaj? Nihče ni shranjeval popkovnične krvi 30-40 let nazaj. In kako boš ti potem izvedel sploh klinično študijo, ker mladi ljudje so večinoma zdravi ljudje, potem šele z leti se te bolezni začenjajo akumulirati, tudi od malignih obolenj. Po drugi strani se pa potencial teh celic iz popkovnične krvi seveda in popkovnice kaže v regenerativni medicini. To pomeni, niso tukaj samo recimo razne oblike krvnih bolezni, ampak je še mnogo drugih. Zgodovinsko gledano se pa uporabljajo za krvne bolezni. Zakaj? Transplantacija kostnega mozga se je začela uporabljati in je še zdaj eden od zelo močnih orožij hematologije. To pomeni od različnih genetskih obolenj do malignih obolenj in še drugih potreb, ko dejansko medicina z zdravili, ki so, ne more več pomagati pacientu. In tisto, kar se pa kaže, celične terapije so tiste, ki zares omogočajo zdravljenje. A je potem vseeno, če recimo uporabiš svoje lastne, recimo, da otrok ob rojstvu se vzame te celice in potem seveda raste in eventualno potem pač v neki dobi pa rabi to. A je vseeno, ali dobiš svoje lastne ali recimo od nekega darovalca, kot sme rekli? Seveda ni vseeno. To je jasno, da ni vseeno. Ni vseeno zaradi tega, ker če dobiš od darovalca,
moraš jesti ali pa moraš biti pod tako imenovano imunosupresivno terapijo. Zakaj? Ker če dobiš, recimo v primeru kostnega mozga, če dobiš ti celice darovalca, se v več kot polovici primerov pride do tako imenovanega bolezni presadka proti gostitelju. Kajti ta nov transplantiran kostni mozeg, to je tako kot vojska. On pride noter in hoče narediti red in mir in prepoznava potencialne nevarnosti, in prepoznava tudi naše telo, to bi gostitelja, kot nevarnost. To je podobno, kot bi imeli plačano vojsko, ko se je v Rimu zgodilo, Germani so bili plačana vojska, mislim, da te primerjave mogoče bi bojo kakšni zamerili, ampak želim biti čim bolj plastičen v temu. Odo Aker je bil general rimske vojske, in kaj je naredil v 5. stoletju našega štetja, seveda je rimskega cesarja, ki je bil bolj ali manj lutka, vrgel s prestola. To pomeni, se je obrnil proti državi, v kateri je bil zato, da jo varuje. In v primeru transplantacije darovalčevih celic se v nekaterih primerih to tudi zgodi. To je pač nevarnost transplantacije. Ampak kakšna je pa druga alternativa? Ta pacient večinoma teh celic nima shranjenih in za tega ni druge možnosti. Če on ne dobi ustreznega dajalca, to je tako imenovana tkivna skladnost, to je cela znanost tukaj zadaj in tudi naši zdravniki in tudi celotni laboratorijski tim na Zavodu za transfuzijsko medicino in na hematološki kliniki so seveda zelo dobri strokovnjaki in znajo zelo dobro oceniti, kdaj in kako se te transplantacije lahko dela. Ampak tudi sami vidijo, kaj je težko. Težko je dobiti darovalce. A veste, tukaj je register darovalcev kostnega mozga. Spomnimo se, je bila cela akcija tukaj pred leti z gospe Grafenauerjeve in tako naprej. To so vse zelo globoko etične akcije in tudi v nas motivirajo in so dobre že same po sebi, že zaradi tega, ker nas ozaveščajo, da mi lahko en drugemu pomagamo. A veste, več kot to, da daš del svojega telesa nekomu drugemu, jaz ne vem, ni denarja na svet, ki bi to lahko kupil. In druga zadeva je pa taka, da ali ti lahko tudi sam sebi pomagaš. V nekaterih, v večini primerov seveda lahko. Ampak če te celice niso shranjene, če si ti že bolan, je potem seveda zdravniki morajo zmeri tehtati. Ali bo jaz z zdravljenjem povzročil več škode, kakor lahko naredim koristi. In to je stvar zdravnikov in teh se oni odločajo. Mi kot laboratorijski delavci tukaj lahko jim samo pomagamo, ne moramo pa mi te težke odločitve sprejeti. Koliko časa se pa lahko hranijo take celice? Milijon let, če hočete. Sam nisem ben zmeril tega, ampak v bistvu je tisto, kar če je to stalno v tekočem ali pa v parah tekočega dušika, skratka v temperaturah pod minus 130 stopinj Celzija, potem so poškodbe teh celic minimalne in uspešne transplantacije kostnega mozga so bile izvedene po 40 letih shranjevanja. S tehnologijami, ki so bile v 50-60 letih. To pomeni, da zdaj so pa tehnologije še bolj dovršene in so te celice res preživijo človeka, vsak zgodnost bojo preživeli, če so shranjene.